Ja, spoštovani, danes smo na zaključku druge etape dirke po Sloveniji in čez nekaj sekund bomo tukaj v ozadju uzrli tudi Pogija, ki bo očitno zmagal. Z mano pa je danes še en zmagovalec hrvaško-slovenskih korenin, lahko rečem. Dame in gospodje, Jakov Fak. Jakov, najprej dejva tekmo povedati, pa bomo potem majhen čakala. Greva midva kar do ograje, pa navijeva. Dejva. Tole. Da jih bomo videla. Gremo, Pogi! Opa! Ja, tako, midva sta se z Jakovom komaj pomirila, ker tukaj se še vedno dogaja, kolesarji še vedno prihajajo v cilj, ampak vseeno izkoristimo zdaj priložnost, pa opravimo tale pogovor. Jakov, navezal sem se na današnjega zmagovalca Pogačarja, zmagal je lansko leto Tour, seveda smo vsi navijali za njega, ampak vem, da je tvoje srce bilo pa tudi za Primoža, verjetno še nekoliko bolj močno. Seveda, ja, Primož je zimski športnik, in nekako je že ta povezava, tudi spoznal sem ga, kar mi je v veliko čast, in seveda srce je bilo tudi za njegovo zmago, ampak tedaj je bil na Touru boljši in je prevzel tisto vodstvo, kljub temu perfektno, dvojna zmaga slovenska, mislim, to je nekaj neopisnega. Mislim, da šele čez čas bomo vsi dojeli, kaj to pomeni. Pa pravzaprav nista bila sama, kar neko lepo število, mislim, da je bilo 5 fantov, ki so dejansko krojili usodo lanskoletne. To je za našo državo lahko samo velik ponos. Jaz mislim, da je to res nekaj neverjetnega in če se bo tako nadaljevalo, bo ta neverjetna zgodba ali pa pravljica v bistvu naj traja. Jaz uživam v temu. Super. Športnik od glave do peta, Jakov Fak je z nami. Jakov, s Primožem vaju druži še ena posebnost. Oba dva uporabljata avtodom Adria Mobil. Ja, Primož mogoče celo več, jaz ga preizkušam mogoče bolj ekstremno, tudi po zimi. Pa te kaj zebe po zimi? Ne zebe me, ker je talno gretje. Super. Tisto je bilo, ker sem slišal, da to obstaja, ker vseeno sem najbolj vesel, v bistvu, ko se zjutraj zbudiš, pa stopiš na tla, da je toplo. Ja, neverjeten občutek je to. Ker vem, da po zimi se dostikrat zgodi, da nas kar zebe v noge in je potem fajn, da znotraj svojega avtodoma imaš topla tla, kar je odlično. Zdaj imaš družino, verjetno avto uporabljate tudi za kakšne družinske izlete? Tudi ja, malo je bilo zdaj tokom te krize, malo manj tega, ampak definitivno. Tudi recimo, ko gremo na morje, takrat recimo nismo vzeli kemper, ampak gremo glih tako v Adria Camp, v Adria Village, Pakošta, tako da smo zelo navezani, tudi se pravi vse produkte sprobamo. No, to je super, Ja, kot je bilo že rečeno, avtodomi so seveda zelo dobri in primerni tudi za spremljanje recimo kolesarske dirke. Jaz imam tukaj mojo Samanto, z njo zdaj spremljava in je dejansko posebno doživetje tudi to, da greš lahko od kraja do kraja, da najdeš neke skrite kotičke in dejansko lahko uživaš v vseh danostih, ki ti jih avto ponuja. A tebi sploh obstaja, imaš dovolj časa, da si mogoče lahko kdaj privoščiš tak aktivni oddih, ali je to samo aktivni življenjski slog, kar je pravzaprav tudi moto? Ja, jaz bi rekel bolj aktivni življenjski slog, pa glede tega moje sanje so tudi, da bi enkrat obiskal recimo kakšno veliko kolesarsko tekmo kot Tour de France, prav z avtodomom, ker se mi zdi, da je to tudi najbolj praktično in najboljši način, da doživiš vso to atmosfero okrog kolesarjenja in kolesarjev. Ja, v Franciji je definitivno del velike zgodbe dirke po Franciji prav ta karavana avtodomov, ki se vije od ene etape do druge. Francozi so dobesedno ustvarjali popolnoma nov tip tega karavaninga, ki je dejansko spremljanje te športne prireditve. Pa če se mi mogoče malo vrneva tudi k današnji dirki oziroma dirki po Sloveniji, si jo že kaj spremljal? Kdo so bili poleg Pogačarja še kakšni favoriti? Ja, sigurno pač naši fantje so vedno v ospredju, tudi Matej Mohorič, danes je bil drugi, tako da ja, fantje so pa Jan Polanca, mislim, vsi fantje so, kakor sem prebral, so bili na višinskih pripravah, zdaj so to neki
testi, da malo začutiš telo, kako se boš počutil na glavnih tekmah in mislim, da zaenkrat ni nobenih skrbi, da fantje ne bi bili na zelo visoki ravni takrat, ko bo treba. Jakov, jaz mislim, da so si midva zaslužila nekaj posebnega. Namreč v sklopu tega projekta, ki ga delamo tukaj na dirki po Sloveniji, pač raziskujemo skrite kotičke in danes so Samanto našla prvo zeliščno kmetijo v Sloveniji, se pravi najstarejšo, in so dobila prav meto in evo, Samanta, absolutely you can. Yeah, should I help you or? Evo, boš poskusil, če je res tako dobro, kot pravijo, da je. Vodo še prišli. Je še v igri. Thank you. Enjoy. Thank you. Tole je bilo še dobrih 30 minut nazaj na polju. Okay. Evo, prvo. Na zdravje. Kako diši. Odlično. My wife also likes tea and this is even better. Jakov, jaz bi se na tem mestu res zahvalil za tale lep, izčrpen pogovor. Tukaj je akcija še vedno na polno, kolesarji prihajajo proti cilju in predlagam, da greva šalico tegale domače skuhanega metenega čaja še malo uživati na tekmo. Vas, drage gledalke, dragi gledalci, pa pozivam, da se nam še pridružite, da spremljate dirko po Sloveniji in pa tudi pozivam, ne pozabiti na našega junaka Jakova, pridite tudi na Pokljuko. Je tako? Tudi, seveda, pa z Adria Kemperjem, kaj vas noge ne bo vzelo. Tako. Hvala, adijo. Točno tako.